projektom Ekomobilnosti smo začeli v letu 2021 z neko idejo, z nekim razlogom, zakaj sploh iti v to. Potem, ko smo ta projekt Ekomobilnosti v lanskem letu, torej v letu 2022, tudi uspešno uvedli med vse zaposlene. In sicer nek glavni razlog, ki nas je motiviral, da smo se lotili tega projekta, je bil, kako spodbuditi naše zaposlene k temu, da bodo na trajnostni način prihajali v službo. Kako jih tudi, ne samo ta trajnostni način, kako bodo prihajali v službo, ampak kako jih na aktiven način prepričati, da bodo trajnostno hodili v službo, zato ker ena naših glavnih vrednot, misij kot Decathlon je tudi spodbujati ljudi gibanju, k aktivnemu preživljanju prostega časa in tako naprej. Tako da projekt je zaživel leta 2022 in zakaj sicer gre? Gre za projekt, kjer nagrajujemo naše zaposlene, da prihajajo na trajnostni način v službo. Nagrajujemo jih tako, da jim omogočimo dodaten zaslužek in sicer 0,21 centov za vsak trajnostno prevožen kilometer. Tukaj bi jaz rad dodal še eno pomembno točko in sicer ta aktivni del, ne samo trajnostni, ampak tudi aktivni del, in sicer oni morajo priti v službo na aktiven način, se pravi, a je to s kolesom, a je to z rolko, a je to peš, ali oni tečejo in tako naprej. Nismo pa najbolj fani, kako da temu rečem, recimo, da bi oni prišli z električnim skirojem, ker tam dejansko je trajnostno prevozno sredstvo, ampak ne zahteva nobene aktivnosti, nobene fizične aktivnosti zaposlenega. Se pravi, ni te aktivnosti športne, ki jo pa mi želimo od naših zaposlenih. Tako kot sem že omenil, nagrada je dejansko 0,21 centov za vsak prevožen kilometer do maksimalnega zneska 50 evrov na mesec. To smo postavili kot nek limit, se pravi, dejansko, če si priden, če na trajnostni način vsak dan prihajaš v službo, imaš možnost poleg plače zaslužiti še 50 evrov, to govorimo o neto znesku, ne o bruto, se pravi, čistih 50 evrov poleg plače še zaslužiti. Kako pa smo jim komunicirali, kako smo jih spodbudili k temu? Čisto preprosta stvar, čisto na začetku, ko smo implementirali ta projekt, se je šla komunikacija preko maila, posneli smo tudi en video, ki je šel med vse zaposlene, tako da se jih je malo dodatno probali motivirati za ta benefit. Tudi fizično v trgovine vse to predstavljali, smo pa poleg tega na začetku tudi uvedli kot neko tekmovanje, in sicer kdo zbere največje število kilometrov, dobi poleg mesečne spodbude za trajnostni prevoz še dodatno nagrado. Poleg tega smo pa tudi mislili na naše zaposlene, ki mogoče živijo malo bolj stran od mesta dela, vemo, da je za njih vsakodnevni prevoz mogoče tudi predstavlja stres zaradi gužve, kilometrov, težko si pridejo na trajnostni način s kolesom v službo. Zato smo tudi na njih pomislili, sicer v smislu, da smo jim predstavili opcije in rešitve, kako priti na trajnostni način v službo. To smo naredili tako, da smo jim dali en primer Ljubljane, naredili smo kot neko mapo Ljubljane z vpadnicami, ki prihajajo v mesto, in izpostavili park and ride točke, se pravi točke, kjer oni lahko brezplačno parkirajo in od tam nadaljujejo pot s kolesom. V Ljubljani so več ali manj na teh točkah vedno tudi možnost izposoje tega kolesa bicikl J, kjer je mesečna naročnina zelo majhna, in smo jih na tak način probali spodbuditi, da kljub temu, da so oddaljeni, pa mogoče v neki fazi ne vidijo, kako lahko pridejo, da smo jim predstavili, pa mogoče malo približali, da če je volja, je tudi pot. Naša glavna motivacija, da spodbujamo zaposlene, da trajnostni prihod na delo, bi jaz razdelil na dva dela. In sicer na ta trajnostni vidik, in sicer ne samo Decathlon Slovenija, ampak Decathlon na globalni ravni veliko vlaga in spodbuja nas lokalno, da vlagamo v trajnost, da se trajnostno razvijamo in da dejansko zmanjšujemo naš ogljični odtis na planet. In to je eden glavnih ključnih faktorjev iz vidika trajnosti, zakaj smo se to odločili, da dejansko probamo zmanjšati ogljični odtis in zapustimo ta naš planet tudi bodočim generacijam v neki lepi in trajnostni obliki, da tako rečem. Drug vidik tega pa je definitivno povezan z Decathlonom in s tem našim športom, želji in strasti do športa, in sicer, da jim probamo poleg trajnosti spodbuditi še
na zdrav, aktiven, športen način prihoda na delo, da ni to samo avto, ampak da dejansko vključimo tudi to komponento športa v vsakodnevno delo. Dejansko pri sami implementaciji tega mobilnostnega benefita za naše zaposlene je bil naš en največji izziv, kako slediti zaposlenim, na kakšen način slediti kilometrom, ki jih oni prevozijo. Ker mi res ne bi radi bili njihovi policaji, pa jih nadzirali pri vsakodnevnih pravilih, tako da smo probali jim predstaviti pa implementirati nek sistem, ki bo šel na zaupanje, in pa nek sistem, ki bo tudi za njih ne bo administrativno pretežek in ga bo lahko zelo simpel vsak dan uporabljali. Tako da mi smo pri vsaki naši napravi za registracijo delovnega časa dodali neko QR kodo in zaposlen, ko pride v službo in je prišel na trajnostni način, poskenira to QR kodo, se mu odpre nek zelo enostaven vprašalnik, kjer se ga vpraša, koliko si prevozil kilometrov ta dan, na kakšen način si prišel v službo. Zaposlen to izpolni, klikni pošlji in avtomatsko to pride do nas in vodimo tako mesečno evidenco. In je to je zelo enostaven način sledenja. Tudi, kot sem rekel, ne gremo preveč za to, da bi njih nadzirali in nekako zaupamo našim zaposlenim, da to vestno izpolnjujejo. Poleg samega registriranja pa sledenja kilometrom je pa nam izziv predstavljal, še vedno nam predstavlja, kako omogočiti pogoje našim zaposlenim, da bodo lahko prihajali v službo na trajnostni način. To je v smislu, tukaj mislim na kolesarnice, mislim na dejstvo, da mogoče vsak zaposlen nima svojega kolesa in na neke take stvari. Tudi s tem smo se ukvarjali, zato smo ene akcije že izvedli v prejšnjem letu, to je na primer, da imajo vsi zaposleni možnost dobiti popust na naša kolesa, oziroma ne samo kolesa, ampak na vse blagovne znamke v višini 30%, in pa možnost interne izposoje koles. Se pravi, naši zaposleni dejansko, če je seveda na voljo kolo, lahko interno si ga izposodijo in se na ta način določeno obdobje vozijo v službo. To je en izziv. Drugo, kar pa planiramo uvesti v nekem, dajmo reči, v tem kratkem obdobju, mogoče letos, mogoče naslednje leto, odvisno od projekta, pa je izgradnja kolesarnic, se pravi nekega varnega mesta, kjer se bodo lahko parkirala kolesa, da bojo varna. Že zdaj imamo neka mesta, ampak bi to radi res naredili na malo boljši način, na malo bolj varen način, tudi način, ki je reprezentativen za Decathlon. Druga možnost pa je, da bi zaposlenim omogočili tak nek interni program nakupa na obroke. Ne govori zdaj nakup na obroke prek Mastercarda, Diners Carda in tako naprej, ampak dejansko naš interni sistem, kjer bi mi z internimi procesi in s temi našimi internimi popusti, ki jih imam, dejansko omogočili našim zaposlenim nakup na obroke in glede na njihov finančni položaj, se pravi število obrokov, brez nekih dodatnih stroškov in tako naprej. To je pa neka naša vizija za naprej, kako lahko še dodatno animiramo ta program Eko mobilnosti.